This factory it was created for development of technologies of serial production and serial production of quantities which are able to cover South European market. This factory is supposed to produce 1,600 machines per year in 2 shifts. But the main purpose of this factory is developing of production technology for other assembly spots which we are planning to establish across the Europe. Ideja je bila prvo razviti, rečemo temu, električno platformo, nizkonapetostno, z visoko močjo ali pa outputom, popolnoma električno, avtonomno, samovozno. Prva aplikacija te tehnologije je bila narejena pač na področju sadjarstva pa vinogradništva. Ideja za tem je, da se nadomesti tiste izpade v industriji, ki so najbolj problematični. V tem trenutku ne samo poraba energije, škodljivih izpustov v smislu dizelskih traktorjev pa tako naprej, ampak da se tudi pomanjkanje kadra, če pogledamo. Vidimo, da sedanjega časa v zadnjih 3 letih za okoli 20 milijonsko naložbo, ne samo v prostore, tudi v kader, predvsem pa v razvoj tehnologije, ki bo prinesla v bistvu, oziroma doslej je ustvarila okoli 96 novih delovnih mest. Ciljamo seveda, ko bomo imeli poln obseg proizvodnje, tam nekje na 140 delovnih mest z visoko dodano vrednostjo v Sloveniji. Tam nekje rečemo, da bo na delovno mesto ustvarjena dodana vrednost okoli 120 do 140 tisoč evrov. Ministrstvo na to vrstne investicije gleda kot tiste pravzaprav najpomembnejše. Prvo zaradi tega, ker sledijo lastnemu razvoju, lastnim inovacijam, ki jih pod svojo blagovno znamko potem tudi dajajo na trg. In to so tiste investicije in tisti izdelki, ki seveda nosijo tudi najvišjo dodano vrednost. Zato so takšne investicije najbolj zaželene, ne samo z vidika sedanjega razvoja, ampak tudi prihodnjega razvoja. Saj si želimo Slovenijo še dalje pozicionirati kot deželo, kjer bojo tuji investitorji vlagali v razvoj, ne pa samo v proizvodnjo produktov. Ja, kot župan, pa tudi naši ljudje so zelo veseli vsakega napredka. In ko pride tako podjetje z veliko tehnološko dodano vrednostjo, je še toliko večje veselje. Ne vemo, da smo v času umetne inteligence, da nam primanjkuje delovne sile in kjerkoli se da z robotizacijo, z stroji, ki so same upravljajo, kuharkoli že je to pomembno.